Pretekli teden je svoje strokovno usposabljanje v okviru projekta Poni Zasavje zaključila že tretja generacija udeležencev. Poni Zasavje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Na projekt Poni sem prišel z poslovno idejo o izdelavi modularne glamping hiške, izdelane iz lesa, in to sem v bistvu tekom projekta tudi uspešno realiziral. Hiška je že v izdelavi in kmalu bo na voljo tudi prvi prototip, ki si ga bodo lahko stranke, kupci ogledali. Na projektu Poni sem razvila svojo dolgoletno željo, da odprem svoj frizerski salon, ki se bo odprl tega maja v Trbovljah na Opekarni 2. V salonu bom nudila barvanje, kompleksno barvanje, nege, dolgotrajne nege in pa zelo dobro družbo. Vabljeni. Na projektu Poni sem razvila svojo poslovno idejo, kjer bi v ponudbo združila več različnih umetniških izdelkov, poslikane kamne, stenske poslikave, portrete ljudi in hišnih ljubljenčkov in vse skupaj ponudila kot pestro ponudbo umetniških del. Jaz sem vesel, da sem lahko v svoji vlogi mentorja pomagal novim podjetnikom, da so svojo idejo, katere so bile nedvomno zelo dobre, plasirali tudi že na tržišče. S poslovnimi partnerji, ki sem jih spoznal v zadnjih 30 letih, mi je mogoče malo lažje navezati stike, od tam naprej pa je spet vse na samih udeležencih, mladih podjetnikih, da se dokažejo, prepričajo nekoga in svojo idejo uspešno lansirajo na trg. Ja, v projektu Poni Zasavje sem notranji mentor in moram reči, da je biti mentor v takem projektu velik privilegij, ko vidimo toliko veliko ljudi z res odličnimi poslovnimi idejami, kako so jih sposobni v 4 mesecih tudi realizirati. Moja ključna vloga, ko jo izvajam, je po eni strani, da seveda skrbim, da program poteka skladno z zahtevami, po drugi strani sem pa nek način, oziroma sva jaz in Helena, nekako oče in mama tega programa, ker smo nenazadnje prijatelja, podpornika, zaveznika vsem udeležencem in pomagamo vse ključne stvari narediti, da lahko na terenu seveda tudi svojim idejam zaživijo in nenazadnje tudi s tem naslovijo nastanek novih podjetij.